na javni tribuni Slovenija kam? Naslov današnjega omizja nas spodbuja k razmišljanju o enem zelo pomembnem vprašanju, verjetno najpomembnejšem vprašanju naše države, vprašanju naše prihodnosti. V Inštitutu dr. Antona Koroška smo se po zgledu tega velikega Slovenca, ki ga mnogi imenuje tudi za očeta naroda, zadali vlogo povezovalca vseh tistih, ki razumejo, da smo se Slovenci leta borili za svojo državo. Zato smo jo dolžni ohraniti in smo jo dolžni tudi braniti. Današnji dogodek je med ljudmi dvignil veliko zanimanja. Že udeležba predstavnikov političnih strank, ki izhajajo iz vrednot Evropske ljudske stranke, bom tudi drzni uporabiti besedo, vrednot slovenske pomladi, govori sama zase. Govori, da je v Sloveniji del politike presegel neke standardne delitve znotraj političnega pola. Da je v skrbi za državo, za našo kulturo, identiteto, vero, za varnost in preživetje naroda, da se je pripravljen odprto pogovarjati in iskati skupne točke za našo prihodnost. V veliko čast mi je, da lahko na današnjem dogodku pozdravim udeležence današnje tribune. Današnjega gostitelja, predsednika Slovenske ljudske stranke, magistra Marka Zilenška. Predsednika Nove Slovenije krščanskih demokratov, magistra Mateja Tonina. Predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janša. Gospoda Franca Kanglerja. Za otroke in družine, gospoda Aleša Princa. Pa bi kar pričeli. Gospod magister Marko Zilenšek, 3 leto ste že predsednik Slovenske ljudske stranke. Pred meseci ste prvi pozvali k povezovanju na desni sredini in izrazili tudi pripravljenost pogovora in sodelovanja z vsemi razen skrajno politiko. Ni naključje, da je že drugič v nekaj letih v vašem rodnem Celju gostite tudi predstavnike političnih strank, ki izhajajo iz vrednot Evropske ljudske stranke. V Slovenski ljudski stranki veliko govorite o izzivih prihodnosti, o razvoju podeželja in o varnosti. Kaj poleg tega je še potrebno, da bo šla Slovenija po poti razvitih evropskih držav? Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem vesel, da smo se tako številno zbrali v našem domačem Celju. Najprej hvala lepa vsem predsednikom, da so se odzvali našemu povabilo. Predvsem zato, da skupaj spregovorimo o skupnih točkih vizije razvoja Slovenije. V Slovenski ljudski stranki smo si zastavili čas pred volitvami, za katere verjamem, da bodo oziroma morajo biti prelomne v Sloveniji, da damo poudarek na 3 stvareh. Na tem, da sobivamo varno, da znamo gospodarno in da tudi delujemo lokalno. Mogoče v prvi točki, ki se izgleda nekaterim mogoče malce močna, pa vendarle, če si sposodil en citat dr. Koroška, ki je pa aktualen, ali pa še toliko bolj aktualen v danem trenutku, kot je bil v tistih letih nazaj, pa ne samo aktualen na slovenskem ozemlju, ampak je aktualen na področju cele naše Evropske unije. Nekako tako je rekel, preprečili bomo tujerodno ekspanzijo na slovenskem ozemlju, slovensko narodno zavestjo in kulturo, v obrambo proti nevarnostnim tuje narodnih navalov. Zelo enostavno smo si znali zadeve prevesti. Tako kot si želimo, da seveda v Slovenski ljudski stranki, da živimo v varni državi, predvsem v državi naših državljanov, v državi Slovenk in Slovencev,
je eno od bistvenih točk, ki jih bomo zagovarjali tudi, da enostavno gremo tudi v spremembo zakona o tujcih, predvsem iz perečih problemov, ki se dogajajo v našem narodu. To govorimo tudi o tem, da imajo možnost, se pravi, združevanj družin, tisti, ki hodi po delovna dovoljenja v Slovenijo, v tem pa nastaja cel kup problemov našim državljanom, predvsem pa močni pritisk tudi na slovensko socialno blagajno. Znamo gospodarno, dejstvo je, da ima Slovenska ljudska stranka program dobrega gospodarja na vseh področjih, predvsem pa seveda se želimo oblikovanja sprememb za Slovenijo, želimo si močne desno-sredinske vlade ali pa vlade za spremembe v tej državi in verjamem, da je letos to tudi priložnost in moč tudi doseči. Tudi zato danes skupaj sedimo v tej lepi dvorani Cerskega narodnega doma, zato da se znamo pogovarjati, predvsem pa zato, da damo jasno sporočilo Slovencem in Slovencem, našim državljankam in državljanom, da se tudi na desni sredini znamo pogovarjati, znamo iskati prave rešitve za prihodnost naše skupne države. Hvala. Hvala lepa, gospod Vilenšek. Gospod Tonin, dober mesec ste novi predsednik Nove Slovenije krščanskih demokratov. Podobno kot v Slovenski ljudski stranki ste tudi naredili spremembo v vodstvu stranke in to je dobre 4 mesece pred volitvami. Ena vaših prvih potez je bila, da ste tudi predsednike parlamentarnih strank povabili na kavo in odprli dialog z vsemi. To so mediji označili tudi za spremembo politike, nov začetek in odkritev odnosov nekako na desni sredini. Kaj poleg dialoga s sorodnimi strankami ponujate v Novi Sloveniji? Kaj bodo tiste glavne točke vašega programa? Dober večer, lepo je videti nasmejane, prijetno obraze, pravi, da na desni sredini ni nasmejanih lepih obrazov, ampak da so samo zagranjeni. Očitno, da naš trenutek kaže nasprotno veliko nasmejanih obrazov, da lahko videti. Kaj bi prinesla Nova Slovenija? Nova Slovenija prinaša, da smo stranka izrazito usmerjeni v prihodnost. In tudi zadovoljen sem, da se bo danes desna sredina ukvarjala in pogovarjala o prihodnosti, o izzivih, ki nas čakajo v prihodnosti. Marsikdaj se je politika v preteklosti ukvarjala z nebistvenimi stvarmi. Tudi za desno sredino je bilo značilno, da smo se osredotočali na nepomembne stvari časa. Morda preveč. In zato je zdaj še toliko bolj pomembno, da se osredotočimo na bistvo. In to, kar nas čaka v prihodnosti, to niso moje izmišljotine. To, kar čaka Slovenijo v prihodnih 10 letih, je ključno in od tega bo odvisno, ali bo Slovenija padla ali pa preživela. Tega se ni spomnila desna sredina, se niti ni spomnila opozicija. To pravijo naslednje 3 organizacije. Vladni UNA, OECD, Evropska komisija. Vse te 3 organizacije pravijo, da se mora Slovenija v prihodnjih 10 letih soočati s 3 ključnimi izzivi. Eno je staranje prebivalstva, drugo je z visokim javnim dolgom in tretjo je slabim poslovnim okoljem. To so 3 ključne zadeve, s katerimi se moramo soočiti. In če pogledate danes politiko, se s temi nebistvenimi stvarmi, razen nekaterih nas opozicije, praktično ne ukvarjali. Poglejte, v prihodnjih 10 letih se bo 100 000 naših državljanov dodatno upokojilo. Da bi zadržali sedanji standard, sedanji zdravstveni sistem, upam, da celo je boljšega, pa pokojnine bi potrebovali 30 000 otrok na leto, rodi se jih 20 000, 10 000 premalo. Povprečna starost mame, ko rodi prvega otroka, je danes v Sloveniji že preko 30 let. Rodnost 1,5 otroka na mamo rodni dobi. To so vse izrazito zaskrbljujoči kazalci. In to je stvar, s katero bi se morala ukvarjati politika.
Naslednja stvar, visok javni dolg. Ko je svoj mandat zaključila prva Janševa vlada, je bil ta javni dolg 22% BDP-ja. Potem je v času krize naraslo 80%. In zdaj je Cerarjeva vlada v času največje gospodarske rasti to uspela znižati na 72% BDP-ja. Kje je poanta? Da Slovenija enostavno nima več manevrskega prostora za morebitno naslednjo gospodarsko krizo. To je problem. In zadnji, tretji element, okorno poslovno okolje. Poglejte, vem, da ste tudi Štajerci, ampak poseben zakon, da je Magna prišla v Maribor, vam kaže vso bedo slovenskega poslovnega okolja. Da rabite vi za neko investicijo poseben zakon, na to je norost. In hkrati se dela razlika med tujimi podjetniki, medtem ko pa Jurc Pačičnik želi v Ljubljani izvesti še večjo investicijo, pa ga birokracija poveda. Skratka, to so 3 izzivi, ki Slovenijo čakajo v prihodnjih 10 letih. In na te 3 izzive je Nova Slovenija 17. februarja s programsko konferenco odgovorila z 10 rešitvami na te ključne izzive. Gospod Janez Janša, po nagovoru ob 29. obletnici Slovenske demokratske stranke so poudarili, da je danes potrebno združevanje za slovensko državo. Združevanje strank iste politične družine, družine, ki jih pripadate vsi govorniki, to je družine evropskih ljudskih strank, družine strank, ki na novo nastajajo, pa tudi širše. Spomnili ste na pravilo, ki ga je prakticiral Demos, velja pa tudi danes. Kdor ni proti nam, je lahko z nami. In izrazili veliko pripravljenost sodelovanja z vsemi, ki gre za Slovenijo. Kaj poleg sodelovanja so programska izhodišča Slovenske demokratske stranke? Ja, hvala lepa, hvala tudi inštitutu Antona Korošca za vabilo pa za organizacijo tega zelo potrebnega srečanja. Zdaj, sodelovanje je potrebno, ampak sodelovanje je potrebno zato, da se uresniči nek program. Zdaj, od tega ali po tem, kar je bilo doslej povedano, je veliko programskih izhodišč, ki jih delimo tudi v Slovenski demokratski stranki. Še posebej bi rad poudaril to, da so ključni ljudje. Mi lahko naredimo kakšne-koli reforme, izboljšamo poslovno okolje, povečamo standard javno državo v svetu, ima najboljšo vojsko na svetu in trenutno je nimamo, tudi če bi imeli. Skratka se lahko trenutno cedita med in mleko, vendar če nas je Slovence vsak dan manj, potem se treba vprašati, kaj bo čez 50, 15 ali 20 let. Mi smo ustavo zapisali, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki pa temelji na trajni pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Brez slovenskega naroda slovenske države ni. Zdaj, tukaj ne gre samo za število. Torej sem zato, da nas mora biti 2 milijona, da bomo imeli dovolj davkoplačevalcev, pa tistih, ki bodo plačevali pokojninsko pa zdravstveno blagajno. Ampak gre tudi za kvalitet. Gre za vprašanje, kdo je tisti, ki bo v prihodnje skrbel tudi za nas. Vidim tukaj naša povprečna starost tej dvorani je verjetno nekje okrog slovenskega povprečja. In Slovenija ima 9. najstarejše prebivalstvo na svetu. Mi smo samo med najstarejšimi v Evropi, smo med najstarejšimi na svetu. In to predstavlja pred nas velike izzive. In tukaj je verjetno na tej točki tudi ena največjih razlik v programih strank, ki jih zastopamo mi za to mizo in tako imenovane levice. Zdaj, ni gre zgolj za število. Če bo manj otrok, bo pa več uvoza. Zdaj, to, kot že rečeno, tega ključnega problema ne rešuje. Mi ga nameravamo reševati z povečanjem števila otrok in z povabilom našim rojakom, ki ponekod po svetu živijo v težkih razmerah, pa to nikoga ne zanima. Če mi
recimo slovenskim družinam, ki danes trpijo v Venezueli, z tega socialističnega raja se je izselilo že 2 milijona ljudi v zadnjih 2 letih. Če bi tem družinam ponudili enako skrbo, kot bi imajo prosilci za azil, mislim, da bi veliko večina danes prišla k nam. In bi to bila ne samo številčno okrepitev, ampak tudi kvalitativna okrepitev. Predvsem gre tukaj za družinsko politiko. Na tej točki se vidim veliko stičnih točk. Med nami smo pripravili konkretni program od univerzalnega otroškega dodatka do vrsta ukrepov na vsem področju, ki bodo izboljšali gmotni stresni položaj družin. To je bistvenega pomena, ne gre pa pri tej točki samo zato, gre tudi zato, da vzpostavimo v Sloveniji stanje, ko se bo splačalo delati. Če danes naredite izračun prihodkov ali pa tega, kar ostane družini, kjer sta 2 zaposlena za povprečno ali pa malo nad povprečno plačo, zdaj imamo otrokom, ki ta družina presega vse cenzuse, se pravi, plačaš poln vrtec, ne dobiš nobenih socialnih transferov, polne cene posod, nobenih beneficij. Na drugi strani je recimo družina, kjer je mogoče nekdo zaposlen za minimalno plačo in razmišlja se sploh splača delati. Ker nam domestilo, če ne delaš nekaj evrov nižje od minimalne plače, vse beneficije, vsi transferi, na koncu meseca smo tukaj nekaj. In bolj se sprašujemo, zakaj je pritisk na socialne blagajne tako velik. Ker ljudje znajo računati. To niso krivi ljudje, ki znajo računati, hvala Bogu, da znajo. Kriv sistem, ki smo ga vzpostavili. Torej, del tega, kar je tudi Matej prej govoril, zagotovitve normalnega poslovnega okolja, tudi vzpostavitev okvira izračunov, na vlaju katerega vsak vidi, da se splača delati. Splača čim bolje dela, čim bolje gospodari, čim bolj si prizadeva, da bo zaradi tega tudi čim več imel in to ne samo čim više davke. Ko gre za najbolj produktivno skupino ljudi v Sloveniji, je tukaj ključna tako imenovana razvojna kapljica, čas rekli socialna kapljica, kjer se neomejena solidarnost tistih, ki ustvarjajo na neki točki omeji. Ker sicer je kontraproduktivna in tudi v tako imenovane socialne blagajne dobite zaradi teh pretiravanj na koncu manj denar. Kar itak velja tudi za davčni sistem. Ko smo v mandatu 2004-2008 z davčno reformo znižali davke, je v blagajno prišlo več denarja. Ker se več investiralo, je bila višja rast in od višje rasti si tudi zmanjšali stopnje več pobrati. Potem smo dobili vlado gospoda Pahorja, za ministra za finance gospoda Križančem, ki je rekel, edini problem, ki ga Slovenija ima, je to, da prejšnja vlada znižila davke. Če bi davki višji, bi tudi več pobrali. No, pa je prišla streznitev v enem letu, ko so povečali potrošnjo za 10%, bruto domači proizvod padel skoraj za 10%, nastavlja 20% luknja v javnih financah, zaradi katere je nastal ta dolg, kot je naprej gospod Tonin govoril, da je eno od ključnih problemov. Mogoče se med vami danes tudi sprašuje, zakaj kljub temu, da se vlada hvali za 5% gospodarsko rastjo v lanskem letu, kar je dober rezultat za ekonomijo, je sicer relativen glede na palec, ki je bil, rast se računa na prejšnje leto, če je nekaj slabega, pa na to zraste za 5%, to še vedno revščina, ki je trend dobro. Mogoče se kdo sprašuje, zakaj so plače zrasle samo za poprečju 1% in še nekaj. Zakaj ni investicij, zakaj ne gradimo še tretje razvojne osi, zakaj tak prepir okrog tega drugega tira, Bogega, ker se denar troši, pa še nič od tega, pa še zgrešen projekt
in tako naprej. Glejte, mi danes plačujemo za ta dolg milijardo z obresti na leto. Milijarda evrov je 3% bruto domačega proizvoda, milijarda evrov je 10% proračuna v globalno rečeno. Leta 2008 smo pa z obresti plačevali 160 milijonov, zdaj pa milijarda. Milijarda je pa denar, s katerim se v Sloveniji lahko naredi stvari, zaradi katerih si lahko boljše živimo. Zdaj imam predlog, na koncu še, ki smo se v decembra že začeli kot stranka predstavljati naš program po posameznih področjih, mogoče do opaziti te naše poskuse, da to pride preko medijske blokade in se bo to nadaljevalo tudi na naslednjih 3 mesecih. Zelo podrobno na naših spletnih straneh, koga zanima, da obiščem. Ta del naše spletne strani SDSS. Bi pa rekel na koncu to, da vse to, o čemer govorimo, ne bo delovalo, če Slovenija ne bo dokončala tranzicijo. Zdaj, to ni ukvarjanje s preteklostjo, to je enostavno zagotovitev pogojev, da bo Slovenija postala normalno, bolj normalna država, za kakršno smo glasovali na plebiscitu leta 90. To je enostavno neke stvari, ki jih je pač potrebno narediti, če jih ne narediš, se ti to, se ob tem stalno spotikaš, mogoče najbolj drastičen, najbolj drag primer, če izpustimo sodstvo in ostale probleme, so banke pri nas, spet se to aktualno. Mi smo v življenju te generacije dvakrat sanirali 2 največje državne banki, pa zdaj se spet govori, da smo morali plačati nasprotju z mednarodnim pravom, z našim ustavnim zakonom, še 400 milijonov za neke prenešene vloge hrvaških varčevalcev, ki so delali drugega problema. Pravi, da bi še enkrat se šlo v naših letih, pred temu pa danes večina v državnem zboru je proti privatizaciji pregonja. Kar pomeni, da smo mogoče še za 10 let, če ta politika ostane, morali dati še dodatne milijarde za to, da bodo nekateri namesto banke imeli osebni bankomat. Danes smo na tiskovni konferenci predstavili izračune od leta 1993. Od leta 1993 smo samo preko različnih dokapitalizacij v Novonarodsko banko slovenskega plačevalci dali več kot 4 milijarde. Več kot 4 milijarde evrov z dividendami, ki se izplačujejo, ravno da se hvalijo kakšen dobiček, ki je dano do 200 milijonov, pa smo dobili nazaj manj kot milijarde. Minus je 3 milijarde. Tudi te nekateri zagovarjajo ta relikt poslovanja, dokler se te stvari ne reši, bo to viselo nad nami in mnoge druge posledice, ker je za banke in za denar je zdravo eno politični vpliv. Tako da je sedimo v koaliciji teh strank, ki pač nimajo nič z obrambo privilegijev iz preteklosti in neko garancijo za to, da Slovenija dokonča tranzicijo in postane normalno okolje. Gospod Franc Kangler, z gospodom Princem sta v pretekli teden podpisala dogovor o skupnem nastopu na volitvah v okviru koalicije Združena desnica. S tem ste tudi pokazali, da resno razmišljate o sodelovanju. Ocenili ste, da Slovenija kot država tako nizko danes, kot danes, še ni zašla. Da smo pred razpadom socialnega, zdravstvenega in obrambnega sistema. Kje je po vašem vzrok teh težav? Kje so glavni problemi v Sloveniji? Hvala lepa, spoštovani zbrani, tudi lepo za mojem imenu. Še bolj bi bil vesel, če bi danes tukaj videl mojega prijatelja, župana mestne občine Celje, gospoda Šrota.
pa pripričan sem, da se nam bo tudi on prihodnje pridružil. Zakaj sva jaz in gospod Princ našla skupno sinergijo, da so se odločili za Združeno desnico? Veste, več kot 20 let delujem v politiki. In tudi vi, ki ste pomagali leta 90 in 91 kreirati to državo, ste si želeli veliko drugačno Republiko Slovenije. Kar pogledajte okrog sebe, kaj se nam danes dogaja? Kdo se še danes spomni malega človeka? Kdo se danes bori za človeka, ki ima bila storjena krivica? Kje je danes pravna država? Kje je danes pravni red? Kaj se dogaja v zdravstvu? Kaj se dogaja na Ministrstvu za obrambo za slovenskimi vojaki? Kaj se dogaja z zdravniki? Nekdo jim v preteklosti podeli koncesijo za primarno zdravstvo, ta oblast in to koncesijo na časovni rok omejuje. Kdo se poigrava z našimi in vašimi življenji? In z našim in vašim zdravstvom? Poigrava se trenutna oblast. Nalimo si čistega vina. Če pogledamo, kje je danes pravo obsodbo, kaj se dogaja na sodiščih? Niso vsi sodniki črne ovce ali enaki. Veste, vsak sodnik ima ime in priimek. Vsak politik in tudi vsak delavec odgovarja z imenom in priimkom. In tudi sodniki morajo odgovarjati z svojim imenom in priimkom za tisto, kar so se podpisali. Če pogledamo stanje v slovenski policiji. Veste, jaz pa gospod Janez Janša in nekateri, ki danes tukaj sedite v dvorani, smo bili pripravljeni leta 1991 za Republiko Slovenijo umreti. Takrat so bile naše ideje nekoliko drugačne. Pravično in pošteno Republiko Slovenijo smo si želeli. Še enkrat pravim, pravično in pošteno. Zato v Novi ljudski stranki odločno zagovarjamo pravno in pravično Republiko Slovenijo. Če bomo mi zagotovili pravno in pravično Republiko Slovenijo, verjemite mi, da v tistem trenutku ne bo več problema ne v zdravstvu, ne v slovenski vojski, ne v policiji. Nikjer. Sedaj že predsednik Ljubljanskega sodišča javno opozarja vlado Republike Slovenije, da se bo pravosodni sistem sesul. Verjetno, po mojih osebnih izkušnjah in občutkov, si nekdo želi, da se takšen sistem sesuli. V škodo koga? V škodo spet malega človeka. Tistega človeka, ki je bil pripravljen umreti za to državo. Zato sem vesel, da smo se danes tukaj zbrali v takem številu. Zato, da tistim, ki imajo takšen interes sesut Republiko Slovenije, sesut sistem, pravni sistem, gospodarstvo, socialno, da jim jasno damo vedeti in sporočim, ne, če smo se leta 1991 borili za pravično in pravno Republiko Slovenijo, se bomo tudi sedaj na teh volitvah borili z demokracijo. Veste, večkrat rad izpostavim, malo za šalo, malo pa tudi za primerjavo. Janez Janša je povedal, koliko smo mi vložili v banke. Povedal je tudi, kaj se dogaja znotraj bank. Vi ste tudi seznanjeni, kdo in na kakšen način je več kot milijardo oprav denarja skozi Ljubljansko banko. In ko se ta država ukvarja z mojim 38 let starim traktorjem, ki je bolj pomembno kot tista opravna milijarda. Veste, kaj to pomeni? Kaj to pomeni? To pomeni? Super traktor. Ja, tudi to ima, jaz sem hvaležen tistim, ki se z njim ukvarjajo, da sem oceno krepko dvignil. Tako, pijojte me. Ampak žalostno je in tudi resnično. Da sredi Evrope, da se dogaja takšne stvari.
Zato, spoštovani zbrani, borite se skupaj z nami, za malega človeka, za pravično in pošteno Republiko Slovenijo. Zato smo našli dolgo sinergijo z gospodom Primcem v Združenju desnice. Hvala lepa. Gospod Primc, po vašem mnenju ima Slovenija veliko rezerv na finančnem področju, ampak hude primanjkljaje na družinskem. Napoveduje, da tudi pomoč slovenskim družinam z vrsto finančnih ukrepov. Kaj so glavne točke vašega programa? Hvala lepa vsem skupaj, da ste prišli. Hvala lepa za tako odlično vprašanje. Najprej rečem, da sem zelo vesel. In sem prepričan, da ste vsi, ki ste danes sem prišli, zelo veseli, da nas vidite skupaj. Ampak ne samo mi. Danes sem prepričan, da je vesela vsaj polovica Slovenije. Ker to je zgodovinski dan. Da nas spet tukaj sedi in razmišlja, razpravlja in z vami deli načrte za prihodnost, je zgodovinski dogodek. In jaz sem trdno prepričan, da bo ta dogodek spodbudil novo upanje med Slovenkami in Slovenci. Ker to rabimo. Novo upanje. Glejte, matematično bi morali biti danes vsi veseli. Gospodarska rast je velika, država obljublja, da bo delila zdravnikom, šolnikom, vsem po vrsti. Spravo, načelno bomo biti vsi zadovoljni. Kaj se pa dogaja? Vsi so nezadovoljni. Zakaj? Zato, ker vejo, da gremo v napačno smer. In tisto, kar mi zagotavljamo, je, da bomo obrnili Slovenijo v pravo smer. To je ena zadeva. Naslednja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je to. Jaz mislim, da vsi v Sloveniji vedo, da ima naših 5 strank najboljši program za rešitev in perspektivo Slovenije. To sem pripričan. Zakaj? Zato, ker se z našim programom nihče nikoli ne kreda. Nihče nikoli ne reče, da bomo mi slab program. Nihče. Tisto, kar imamo mi problem, je to, da ljudje ne verjamejo, da lahko zmagamo. In tisto, kar moramo pokazati celi Sloveniji, je to, da ta skupina, teh 5 strank, mogoče še kdo zraven, lahko zmagamo. In s tem, ko bodo ljudje verjeli, da lahko zmagamo, bodo šli na volitve in dali glas. In to je ena najpomembnejših sporočil. Današnjega dne. Možna je zmaga normalne Slovenije. Možna je zmaga Slovenije, ki bo usmerjena v prihodnost. Možna je zmaga Slovenije, ki bo usmerjena v družino. Možna je zmaga Slovenije, ki bo usmerjena v socialno pravičnost. Možna je zmaga Slovenije, ki bo usmerjena v gospodarski razvoj. Možna je taka Slovenija. In verjamete, da je današnji dogodek prvi korak v to smer. Ampak poglejte, jaz mislim, da je pomembna stvar, da podarimo še eno zadevo. Ob velikih temah ponavadi pozabimo na majhne ljudi. In želim, da naša koalicija, oziroma, ne, če ni koalicija, jaz se tako srčno želim, da bi bila koalicija, že kar govorim o koaliciji. Ne bo pozabila tudi na najbolj. Tudi imam v mislih osebe s posebnimi potrebami, invalide. Odrinjeni so na rob družbe. Naš namen in naša obljuba je, da bomo tem ljudem omogočili dostojno življenje, čim bolj vključeno v vsakdanje življenje, da jim bomo dali možnost, da bodo izpolnili vse svoje potenciale. Morda so ti potenciali manjši, ampak imajo potenciale in te potenciale je potrebno izkoristiti. Zakaj? So, ker tudi ti ljudje morajo čutiti človeško dostojanstvo. Tudi osebe s posebnimi potrebami, invalidi, se morajo čutiti kot enakopravni, enakovredni te naše družbe. Tudi to bomo zagotovili. Glejte, danes smo še rekli besede o slovenskem kmetijstvu. Glejte, slovensko kmetijstvo je ključna panoga za vsako državo in za vsak narod. Ker če nimamo kaj za jesti, nas ni. Če nimamo zagotovljene preskrbe s hrano, nas ni. In kaj ima danes slovenski kmet problem? Da se mora skoraj več časa ukvarjati z birokracijo, kot pa s svojim delom. To bomo spremenili. Slovenskemu kmetu bomo omogočili, da bo lahko delal tisto, kar največ dela. Dela na svoji zemlji, dela svojo živino, dela v svojih sadovnjakih in tako naprej. In ga bomo debirokratizirali, tako kot celotno državo. Glejte, jaz mislim, da imamo državljanki in državljani poln kufer birokracije. Kamorkoli gremo, moramo izpolnjevati neke obrazce, ki jih ne razumemo, ne vemo, zakaj moramo to delati in tako naprej.
Mi bomo poskušali, mi bomo na tem področju naredili red. Se pravi, ljudje se bodo z birokracijo ukvarjali, kako bo najbolj nujno potrebno. Ne pa tako, kot sedaj nekateri razmišljajo, da moramo se vsi ukvarjati z birokracijo, zato da ima nekaj ljudi lahko več zaradi tega dela. Se pravi, birokracija, se pravi, papirologija in tako naprej, ki gre nam vsem na živce, jo bomo zmanjšali. Se pravi, hvala lepa, da smo prišli, hvala lepa, da debatiramo o prihodnosti Slovenije in vsem želim lepo počutje, da vas ne bomo razočarali. Prišli smo do drugega dela naše tribune, kjer bomo naredili tisto, kar se slovenski državljani že dolgo časa želijo, kar pričakujejo, kar tudi vse glasneje sporočajo z nizko volilno udeležbo na volitvah. Ljudje si želijo, da politika kot taka ne išče samo medsebojnih razlik, da se ne krega, ampak išče tiste najmanjše skupne točke sodelovanja, ki bodo Slovenijo peljale v smer blaginje. In tudi to, kar je bilo že danes večkrat slišano, v smer, kjer bojo ponovno dobili upanje na spremembe v Sloveniji. Gospod Princ, kam je potrebno usmeriti fokus sprememb in kje so stične točke, ki bi Slovenijo peljale v smer blaginje naroda in v Slovencih ponovno vzbudile to upanje na spremembe? Ja, jaz mislim, da je prvo upanje na spremembe to, kar smo rekli, da bomo vsaki družini dali 3000 evrov za vsakega rojenega otroka. S tem pokažemo, da gre za res. S tem pokažemo, da več ne bomo ovinkari. S tem pokažemo, da nam gre v resnici za tisto, kar govorimo 100%. Ker ljudje, pogledajte, zelo praktično razmišljamo. Mi lahko nekoga trepljamo po rami, se mu zahvaljujemo, govorimo, kako je dobro in tako naprej, pa vam tega nima nič. Pravi, mi slovenskim družinam moramo začeti konkretno pomagati. Ampak tisto, kar je pa ključna stvar, mi pomoči slovenskim družinam ne smemo več razumeti kot strošek, ampak moramo razumeti kot naložbo. Poglejte, v Sloveniji smo v zadnjih desetletjih veliko vlagali v beton in železje, veliko premalo pa v ljudi. In to se nam sedaj pozna, zato skoraj da izumiramo. In ključna stvar je, da obrnemo investicijski ciklus v ljudi. In obljuba 3000 evrov za vsakega otroka, obljuba, da bomo vsaki mladi družini pomagali s 3000 evri na leto za reševanje stanovanjskega problema, so prave obljube za to, da bomo dosegli naše ključne strateške cilje. Gospod Janša, fokus sprememb, kje so po vašem stične točke današnjih govorcev in kako naprej? Jaz mislim, da so v tem, kar je bilo danes predstavljeno, pa tudi sicer, kar vemo o programih naših strank, stične točke na vseh ključnih področjih. Se pravi, da imamo zelo podobne poglede na to, kako bi morali funkcionirati oziroma kako bi morali urediti naše gospodarsko in poslovno okolje. Vsi smo zato, da dobimo končno normalen gospodarski sistem, kjer bo lastnina spoštovana, kjer bo več imel tisti, ki se več trudil, več naredil in bo boljše gospodarno, kjer bomo solidarni, ampak samo do tistih, ki si sami res ne morejo pomagati, kjer bomo sposobni zagotoviti pogoje poštenega plačila za pošteno delo, tudi za minulo delo. Največja množična krivica, socialna krivica v tem času v Sloveniji, oziroma v tem času, v tem obdobju, je to, da nekaj 100 000 upokojencev za minulo delo, za polno pokojninsko dobo dobiva na mesec nekaj 100 evrov. Nekaj 100 evrov. Na drugi strani imamo številne privilegije, ki gredo preko vseh razumnih meja, tudi če so kje upravičeni. Mnogi so pa popolnoma neupravičeni. Tukaj je potrebna, uporabno najbolj napačno besedo, nekaj izravnava v smer pravičnosti in jaz v skupini teh strank, mogoče še pri kateri, danes in tukaj, vidim potencial, da to naredim. Nikoli doslej se to ni dalo, ker je vedno
tudi če smo bili v vladni koaliciji, glasov zmanjkalo, če ne drugi je Desus preprečil, da bi tukaj prišlo do premika v smer pravičnosti, čeprav oni največ govorijo o tem, kako se zavzemajo za upokojence. Zavzemajo se zase, pa mogoče za 10% vrhnega sloja. Tako da, to je zelo velik zalogaj, velik izziv, ki bo terjal močno koalicijo, močno glasovalno večino v državnem zboru, ampak dokler tega ne naredimo, dokler bo nekdo, ki je delal 40 let v težkih razmerah, prišel domov, preštel tiste evre, ugotovil, da mu na koncu ne ostane niti za življenje, če plača vse položnice, ima že takšne stroške in se bo spraševal, v kakšni državi živi, ali je za tako državo glasoval, tog časa ne bomo normalna država. Ker tukaj ne gre za posamične primere, ne gre za tisoče, gre za 100 000 ljudi. To je z vidika tako imenovane socialne pravičnosti daleč največja množična krivica. Potem, kar je tukaj povedano, imamo zelo podobne poglede na družinsko politiko. Zavedamo se, kaj pomeni vsak nov pripadnik slovenskega naroda, ki se pač rodi v kvalitetnem in kvalitativnem smislu. Mislim pa, da nišče od nas nima neke ekstremne, nacionalistične pozicije v tem smislu, da bi sovražili druge, zato da imamo sebe bolj radi. Izhajamo iz patriotizma, se pravi, najprej imamo radi sebe, predstavimo se drugi, imamo pa radi tudi drugi. Spoštujemo različnost in vse ostalo. Ne mislimo, da nekdo, ki je pač druge nacionalnosti in tako naprej, da je slabši od tega. Mislimo pa, da je Slovenija že ime pove država slovenskega naroda, da v tej državi ne živimo samo Slovenci, živijo tudi drugi, mnogi tudi že desetletja so dobrodošli, ampak lepo prosim, naj govorijo slovensko, in se držijo naših navad in naših držav. Tako kot je posod drugod po svetu, kamorkoli vi prijete, ne boste zahtevali, da se oni prilagodijo vam, ampak se boste vi prilagodili tistim okoljem. To je popolnoma normalno. In če kdo temu pravi skrajnost, nacionalizem, potem ne ve, kaj ti pojmi sploh pomenijo. Zdaj mislim, da smo vsi, ki smo tukaj predstavili v tem prvem delu programe, za neko normalno funkcioniranje državnih podsistemov od sodstva naprej. Sodstvo Slovenije je zadovoljnih manj kot 20% ljudi. Očitno tudi tisti, ki volijo leve stranke, s tem pač niso zadovoljni. Tukaj jaz upam, da se bo dalo doseči neko soglasje o nujno potrebnih reformnih korakih, sicer bo ta podsistem zadušil vse ostale. Na gospodarske spore, na rešitev gospodarskega spora pravnomočno. Zdaj, če izamemo vse to, kar se sodstvo zlorablja za politične namene in tako naprej in krade volitve in tako dalje, pa gremo na materialni problem. Za rešitev gospodarskega spora v Sloveniji potrebujete povprečju 4 leta. Zdaj, če ste vi podjetnik, pa neko podjetje ni plačalo, pa vi tožite, boste porabili povprečju 4 leta, da iztožite tiste evre. To je 4-krat več, kot je evropsko povprečje. Če 4 leta mogoče tistega, ki vam je dolžan, ni več, ker je šel v stečaj. Če vam je dolžan veliko, je sigurno šel v stečaj, pa je drugo podjetje naredilo, kar je pa nas možno, pa nekaj drugod se pa tudi ne da, da se lahko pod nosom obrišete. In potem v tej verigi, ki sem jo pred 3 leti v neki druščini, ki se nisem sam izbral, v zaporu, sem tam srečal tudi ljudi, podjetnike, ki so bili tam zato, ker pa niso plačali računov 15 000 evrov, ker nekdo drug ni plačal, on ni plačal in na koncu, ker pač ni imel strice in tako naprej, je bil obsojen na 3 leta,
za 15.000 evrov. Tisti, ki je bil pa njemu dolžan, pa je imel že 2 novi podjetji in je vselo posloval naprej in kot rekel, jo že pučnik, nikome nič. Torej, ta sistem duši, ta arogantni, nereformiran, socialistični slovni sistem duši tudi slovensko gospodarstvo in dokaj se tega ne uredi, ne bo normalno funkcionirati. Zdaj, s Matejem sva prišla na tole srečanje z parlamenta, Vinko tudi Ljubo, ker je izredna seja o stanju v slovenski vojski. Skupaj smo vložili to zahtevo, ker je stanje kritično. Imamo zelo podobne poglede na to, kako zadevo reči, se pravi, varnost je tudi ena taka pomembna stična točka, ki jo delimo in ker je treba nekatere korake potegniti takoj. Imamo pa seveda tudi kakšne razlike, da če bi vseh nas 5, ki sedi za to mizo, mislimo enako, če bi stranke, ki jih predstavljamo, imele popolnoma enake programe, bi bila verjetno to ena stranka. So tudi razlike in na nekatere stvari verjetno gledamo različno, imamo različne programe, ampak je teh točk, ki so stične in to na ključnih področjih, bistveno več, kot je pa razlik, bom se tako rekel, na teh strateških neuralgičnih točkah, mislim, da ni bistvenih razlik. Da ni bistvenih razlik in tudi če so, pogovori so zato, da se pač stvari zbližajo, naredijo kompromisi, pozabijo kakšne stare zamere, če so se nabrale. Mimo grede, na zadnje, ko so se mi tam pogovarjali, jaz sem se pil čaj, on je pil kavo. Zdaj mislim, da bi on pil čaj, ker je malo prehlajen. Takrat so ugotovila, da kljub temu, da so bili mediji polni malo da ne vojne med Slovensko-demokratske stranke in Nova Slovenija, v parlamentu, ko smo pogledali naše glasovanja, za veliko večino stvari smo glasovali enotno. Pravi smo glasovali skladno z svojim programom proti ali za iste stvari. Tako da teh stičnih točk je bistveno več in koalicije Slovence je, rekel, usoda z pomočjo politike obsodila na volilni sistem, kakršnega imamo. Zato, da se staviš vlado, je potrebna koalicija, ker so potrebni kompromisi in uskladitev programov potem v neki koalicijski pogodbi, še takrat se izkaže, ali neke stranke gredo skupaj ali ne gredo skupaj in bolj so stranke, ki sestavljajo koalicijo, sorodne, lažje je to uskladiti, predvsej pa to lažje potem izvajati. Če je nekaj organsko, potem to tudi gre, če pa potrebno ves čas porabi za to, da se koalicija ali pa vlada uskladi med seboj. Potem ne priješ nikamor, oziroma priješ situacijo, v kateri smo zdaj, ko je praktično v 4 letih mandata, največja vladna stranka pogruntala, da je treba vlagati zakone. In zdaj vsak njihov poslanec, kljub temu, da imajo vlado, vsak dan vloži en zakon. Še nikoli ni bilo tak zakon v proceduri, še nikoli ni bilo takšne zmede. Volitve bodo pa junija v vsakem primeru. S tem sami priznavajo, da pojma niso imeli, zakaj se gre na začetku mandata in glede, 3 leta, oziroma 4 leta sem minila, cel mandat je minil. Jaz se iz teh nastopov gospoda Cerverja spomnim ene same obljube. Naredili bomo zdravstveno reformo. Nič druge se ne spomnim, so ostale bila etika in morala, v narekovajih. V 4 letih, če tega stanje slovenskega zdravstva nikoli ni bilo tako kaotično, kot je danes. To je pa cena, če koalicijo sestavljajo stranke, ki so bodisi preveč različne, bodisi sploh niso stranke, se pravi, sploh nimajo programa, ki bi ga z nečem uskladili, nekaj lapajo na začetku in potem po 4 letih ugotovijo, da se da celo vložiti kak zakon.
Koliko sprememb, ki lahko v Sloveniji prinese uresničitev tiste zadnje točke, nedokončane točke Majniške deklaracije, to pomeni spoštovanje človekovih pravic, pluralizem in družbeno ureditev, zlasti to, ki bo zagotavljalo blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in človeškimi zmožnostmi. To je zdaj. Čakajo nas številne naloge. Jaz sem prepričan, če vi pogledate Slovence širom po svetu, so to pridni delovni ljudje. Tudi če danes pogledate svoje sosede, sebe, vidite, da Slovenci delajo, tako ali drugače. Ali malo fušajo, kaj drugače delajo, ampak Slovenci so delovni in pridni ljudje. In očitno je nekaj narobe s sistemom, ki ga imamo, da vseh svojih talentov ne morejo uresničiti. In zato je dolžnost vseh nas, ki smo v politiki, da pomagamo ustvariti okolje, v katerem bodo ljudje lahko uresničevali svoje talente. Stranki, ki danes sedimo za to mizo, imamo nekaj stičnih točk, imamo tudi nekaj razlik. Stična točka je zagotovo družinska politika. Tukaj vsi ocenjujemo, da je pomembno, da se v Sloveniji rodi več otrok in ko mlade sprašuješ, kaj je tisto, da se bodo odločili za več otrok, pa mi izpostavijo službe in stanovanja. In vse stranke delajo v tej smeri. Druga stična točka, ki jo jaz vidim, je debirokratizacija. V Sloveniji je poplava čudnih in neverjetnih predpisov. Prejšnji teden je bil pri meni predsednik Vrtne zbornice, ki je rekel, da zdaj vlada pripravlja uredbo o embalaži, kjer bo morala, si predstavljate, neka frizerka, ki bo kupila fen iz Nemčije in ker bo ta fen prišel iz Nemčije in bo zapakiran v neko škatlo, morala to embalažo popisati, jo evidentirati, se pravi, toliko gramov kartona, toliko gramov plastike, toliko gramov stiropora, to so norosti. In to mislim, da je skupni cilj, da vse te stranke preprečimo to pretirano birokratizacijo Slovenije. Tretja stična točka je gospodarski program. Jaz sem vesel, da smo tukaj vsi razumeli to poanto, da se da z nižjimi davki boljše živeti in tudi, da država lahko bolj polni državni proračun. Mene včasih izjemno težko, kot teh socialistov ne moreš prepričati, da če bi se vsej deloma odpovedali davkom pri plačah, da bi ljudem več ostalo v žepu, če bi človeku pri plači ostalo 50 ali pa 100 evrov več, bi ta denar potrošil za elektriko, za hrano, za nujne potrebščine in bi to slej poprej plačal državi nazaj preko DDV-ja, ker za vsako stvar, ki ljudje trošijo, se plačuje DDV. In če bi ljudje več v žepih, bi več trošili, če bi več trošili, bi lahko podjetje več proizvajala, s tem bi se pa delala nova delovna mesta. To je logika, ki vse te stranke zagovarjamo. Še ena točka, kjer se da videti iz vsebinskih tekstov, da smo tudi enotni, pa nismo danes morda govorili o tem, je šolstvo. Jaz sem še ena izmed tistih generacij, ki so nas spodbujali, recimo, da se učil, so rekli, uč se, da ti ne bo potrebno delati. Mislim, a si predstavljate, kakšna bodalaščina? Ta socializem v šolstvu je pohabil številne generacije v tem smislu, da je enostavno se prevelika količina mladih odločila za to splošno gimnazijsko izobrazbo in namesto, da bi imeli ljudje, ki bi uživali v svojem poklicu. Recimo, jaz imam sorodnike v Študgartu in tam ne drvijo vsi na gimnazijo, na neke ekonomije, pravo, zdravstvo in tako naprej, ampak tam ga že od majhnih nog naučijo, da če bo dober v neki stvari, je lahko tudi bogat, tudi če bo vodovodar ali pa pekar. In to je poanta. In to je poanta, ki jo prinašajo stranke v ta prostor. In zdaj se bom dovolil reči še dve točki, kjer pa vidim, da pa so razlike. Nič hudega, vendar ne smo različne stranke. Ena izmed tega je zagotovo odnos do državnega premoženja oziroma do upravljanja državnega premoženja. Jaz enostavno ne vidim prihodnosti, da zdaj te leve upravljavce zamenjamo z desnimi upravljavci. Jaz v tem ne vidim rešitve, ampak vidim edino rešitev, da za državno lastnino najdemo odgovornega lastnika, ki bo skrbel za ta podjetja, jih razvil, ohranil delovna mesta in tako dalje. In ena izmed razlik, ki jo tudi jaz vidim, je reforma sodstva, ker smo vsekakor različni.
Jaz sem prepričan, da ni rešitev v tem, da slabe sodnike nadomestimo z našimi sodniki. To zagotovo ni rešitev. In na naši programski konferenci je imel izjemno predavanje dr. Avbel, ki je rekel nekako takole. Slovensko sodstvo je slabo, v njemu še vedno prevladuje socialistični duh, predvsem pa so organizirani in delujejo birokratsko, kar pomeni, da sodniki namesto, da bi bil skup neodvisnih sodnikov, imate vi hierarhijo, kot je značilno za neko socialistično organizacijo. In da mislijo tisti sodniki, ki so spodaj, da morajo tudi sklepe na vrh upoštevati. In zato se dogaja, da sodstvo, namesto da bi izločalo slabe sodnike, jih pokriva, jih rešuje na takšen način in zato je edini način, da pridemo do pravične države, da absolutno vzpostavimo sodni sistem, kjer bo sistem neodvisnih sodnikov posameznikov. Da pa ti zgradiš neodvisnega sodnika, mora pa zdaj čez neko novo izobraževanje, če hočete prijeti, mora nova generacija, neka nova mentaliteta in ta transformacija se mora v Sloveniji zgoditi. Če se je tranzicija neke vrste zgodila v Sloveniji pri zakonodajni pa izvršni veji oblasti, se ta resna tranzicija ni zgodila v sodni veji oblasti. In tukaj jaz upam, da ne bomo iskali rešitev v tem, da bi, ker obstajajo slabi sodniki, ki sodijo po krivem, delajo slabe stvari, da bi rešitve sodnega sistema iskali v tem, da bi slabe sodnike menjevali z našimi sodniki. Ampak da bi vložili vse napore, da dobimo neodvisne sodnike. In ena izmed prvih stvari, ki jo moramo spremeniti, je sprememba sestava sodnega sveta in imenovanja sodnikov, ker sedaj imajo v sodnem svetu sodniki sami večino in praktično sami sebe imenujejo. In to zagotovo ni dobro. In zadnja stvar, vse veste, ko so bili odnosi nekoliko bolj napeti včasih, so v Slovenijo prihajale različne EPP delegacije, ki so nas spraševali, pa kaj je z nami narobe, pa v programu smo dokaj sorodni in tako in drugače. Jaz bi si želel, da si drugemu pustimo nekoliko več svobode, da smo lahko tudi malce drugačni. Na zadnje smo različne stranke. In druga zadeva, včasih je potrebno tudi pred svojim pragom pomesti, da ne iščemo krivce vse povsod, ampak da enostavno poskušamo najprej probleme upravljati sami pri sebi. Ker je resnično neverjetno, da pri vseh teh slabih socialističnih levih vladah, ki smo jih imeli, da ne more neka EPP opcija, konzervativna opcija prideti do večine in tudi sestaviti neko vlado, ki bo pripeljala do normalne Slovenije. Gospod Kangler, ki pa vidite tiste stične točke in fokus sprememb, ki bi bilo v Sloveniji potreba usmeriti, da dobimo končno blaginjo. Prvi in edini točki lahko samo potrdim, da je potrebno zagotoviti takšno vlado, ki bo spoštovala Ustavo Republike Slovenije. Žal jaz ugotavljam, da predsednik vlade, ki je doktor ustavnega prava, ki je bil dolgoletni svetovalec v državnem zboru, ki je na nek način pomagal tudi kreirati ustavo, ne spoštuje Ustave Republike Slovenije. V ustavo smo mi pred leti zapisali, da je potrebno Slovenijo decentralizirati na ta način, da pripeljamo Slovenijo pokrajine. Poglejte, 4 leta so minila, niti en poskus se strani vlade ni zgodil, da bi zagotovili decentralizacijo Republike Slovenije. Kakorkoli, kdorkoli gleda na pokrajine, takrat je desna vlada zagotovila, bili so že napisani tudi zakoni, potrebno je za zakonodajo na področju pokrajine zagotoviti 2/3 prisotnih poslancev. Je to ena izmed prvih potez za decentralizacijo. Če želimo jo decentralizirati, zagotoviti, da vsi živimo pod enakimi pogoji, samo eno sonce nas greje,
potrebno tudi spoštovati Ustavo Republike Slovenije kot Sveto pismo, ki se ne spreminja na takšno, kot je bilo zapisano. Druga zgodba, ki je potrebno bo zagotoviti takšno vlado, ko bo v prvi vrsti spoštovala človekove pravice, človeka, delavca in malega človeka, ki se bori za vsakdanji kruh. Ne glede, kdo danes tukaj sedi vami. Če se samo zrete, skoraj ni človeka, ki ni iskal pravice na sodišču. In na sodišču ni naše pravice, kaj še je resnice. Ljudem je potrebno pomagati, da najde resnice in pravice na sodišču, tako kot vseh razvitih zahodnih držav. Ta podatek, da ljudje ne verjamejo in ne zaupajo slovenskemu sodstvu, je prav gotovo točen. Jaz nekaj prečital, da v Nemčiji zaupa nemškemu sodstvu 96% ljudi, 4% jih ne zaupa, pri nas v Sloveniji pa ne zaupa sodnemu sistemu več kot 90% ljudi. Ta razlika je takšna in alarmantna vest, da bi morali biti tisti, ki so odgovorni za takšno stanje, na nek način odstavljeni že včeraj, ne danes. Sicer pa živimo v družbi, ki je pozabila na vrednote, v družbi, ki dopušča, da se kršijo človekove pravice. Veste, nimam nič proti družinam, ki bežijo pred vojno v tujini, kar spomnimo se vojne v Bosni, koliko ljudi smo Slovenci sprejeli in z veseljem sprejeli in jim pomagali. To so bile matere, to so bile družine, to so bile otroci. Da pa se dvigne cela vlada zaradi enega migranta, ki je pustil svojo družino, svoje otroke, svojo ženo. Sam ta odnos pove vse. Ne brigajo se za Slovenca, za slovenski narod, za slovenskega državljana, dopuščajo, da nekdo prosjači na ulici, ne pomagajo mu, da mu kršijo človekove pravice, nekomu, ki je pa pustil svojo ženo, pa 4 ali 5 otrok, na fronti ali pa v državi, kjer je vojna, pa skočijo vsi. To je prvi znak, da nismo vsi enaki v svoje lastne državi. In mi v združeni desnici resno borili se bomo za malega človeka, za poštenje, za pravičnost in pravo državo, takšno, kot smo si mi želeli. Pravno in pravično Republiko Slovenijo. Gospod Zidenšek, vi kot gostitelj boste preden damo mikrofon tudi obiskovalcem malo še zaokrožili tole razmišljanje za te omizjem. Ja, mislim, da so današnje razprave pokazale, da je tistih stičnih točk ogromno veliko, kar pomeni, da je to neko novo upanje za Slovenijo. Kaj je še pomembno? Pomembna je ena od človekovih pravic, ki rečemo tudi ekonomska svoboda. To pa pomeni, če bi prevedli odpravo revščine v državi, pa da ne grem do vse podrobnosti, ker je vsem kristalno jasno, na kaj mislim. Še en podatek, ki je zanimiv za pokomentirati, govorimo o zadolženosti, se pravi iz 80 na 72 BDP-ja. Statistika je zelo zanimiva zadeva, ko pa pogledaš v nominalne, pa vidiš, da smo se v zadnjih 4 letih za 2,8 milijarde dodatno zadolžili. Kar pomeni, da nismo bili, oziroma ti, ki vodijo to državo, niso bili dobri gospodarji. Ob tem, da imamo kar nekaj tisoč novih zaposlitev ali pa širitev v državni oziroma javni upravi, ko se na drugi strani pa seveda zavzemamo za vitko
državno in pa seveda javno upravo. O izobraževalnem sistemu je bilo marsikaj rečenega. Dejstvo je, da se ukvarjamo z strukturno brezposelnostjo. Na drugi strani imamo previsoke davke, oziroma so naše plače preveč obremenjene z prispevki, s tem seveda ljudje dobijo manj, tisto, kar čutijo v svojih žepih in v svojih denarnicah. Lahko je govoriti o obliku gospodarski rasti, na drugi strani pa to ne imeti to možnost ali pa zmožnost preliti tudi v počutje oziroma čutenje Slovenk in Slovencev, naših državljank in pa državljanov. Mislim, da je bistveno sporočilo današnjega omizja, da mi povežemo ljudi, da jim damo neko novo upanje, da bodo tisti, ki nekaj volitev niso šli na volišče, prepoznali trenutek časa, priložnost, da nekaj spremenijo, da bodo, če želite, premagali tisti del volilnega telesa, ki se vsake 4 leta zmoti. Se je da kar empirično, matematično dokazati, kar nekaj primerov smo imeli v zadnjih mandatih. Jaz mislim, da, oziroma verjamem, trdno vem, da ni več časa izgubljati nova 4 leta. In zato si želim, da pa mogoče rečemo temu ali pa kakokoli bodo to povzeli, slovenska naveza za spremembe tukaj v Celju pokaže lepšo prihodnost Sloveniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zidenšek. Pa mi pustite en komentar, ki se bi jaz potegnil iz celotnega debate. Za barvo prihodnje vlade vsekakor bo pomembno tudi, koliko in katere stranke bodo pristopile ta parlamentarni prak. Mogoče še bolj kot pa samo vprašanje relativnega zmagovalca. Spomnimo se, da takrat Demos združil 7 strank. Bomo šli po tej poti razvoja evropskih držav, pa potrebno dobiti tudi evropsko primerljive rezultate na volitvah. Zdaj prihajamo v tretji del današnjega omizja, kjer boste besedo dobili tudi obiskovalci. Zdaj vas prosil, da poskusimo ne samo z vprašanji, ampak malo pokomentirati tudi današnjo debato. Vzeli mogoče 3 vprašanja, da ne bomo predolgi. Prosim, da ste kratki, tako da mogoče lahko to dobimo besedo, pa bomo mogoče dala kar mikrofon. Lepo pozdravljeni, moje ime je Aleksandr Krater, sem podpredsednik glavnega odbora Nova generacija podmladke Slovenske ljudske stranke. Po prvi vrsti bi se rad zahvalil direktorju inštituta dr. Antona Korošca, Primožu Jelševarju za izvedbo tega zgodovinskega ter predsedniku Slovenske ljudske stranke magistru Marku Zidenšku. Izjemno mi veseli, da so se tukaj zbrali predstavniki vseh desno-sredinskih strank v Sloveniji, ki bodo tvorili naslednjo koalicijo, ker druge opcije enostavno ni. Če odkar sem vstopil v Novo generacijo, od tega zdaj že 2 leti, lahko potrdim, da mladi iz vseh 3 desno-sredinskih strank, torej podmladek SLS Nova generacija, Slovenska demokratska mladina in Mlada Slovenija uspešno sodelujemo in tudi mladi smo dokaz, da lahko tudi starejši
tvorite to bodočo uspešno koalicijo in verjamem, da bo bodoča koalicija povrnila državljanom Republike Slovenije zaupanje in verjamem, da bomo strmeli k novim zmagam naproti. Hvala. Hvala lepa, dovoljte mi en komentar. Jaz sem danes sprejel v državnem zboru skupino 10 nemških poslancev dežele Saške in so bi vprašali, kako kažejo ankete v Sloveniji. Pa sem rekel, da po trenutnih anketah vodi komik, ki nima programa, ki nima svoje politične stranke in nima niti svojih kandidatov. Seveda so me ti poslanci debel pogledali, malo se jim je zgled, da nekaj je špila v glavi, potem so pa pogledali nemškega predstavnika, torej predstavnika Nemčije na ambasadi v Ljubljani, ki pa je kino, no pa se pa dobil velike oči. Kar se tiče pa tegale omizje tukaj, pa ne rečem, da me zadeva veseli, da me zadeva pravzaprav spominja na leto 2004. Leta 2004 smo imeli neko podobno situacijo, ko so na podoben način nastopali gospod Janša, pa Juki podobni. Ne pozabimo tisti čas. Tisti časi so pripeljali do vlade, pravzaprav najboljše vlade, ki smo jo imeli. Ampak beseda najboljša vlada jo ne morate prodati ljudem. Lahko pa prodate statistični podatek, na katerega smo mnogi pozabili. Sprašujem vas tukaj prisotne v dvorani in vsi tiste, ki nas gledajo in to lahko postavljate to vprašanje tudi vi. Poglejte svoje plačilne liste na dan. 1. januar leta 5 in 1. januar leta 9. In poglejte odrezke svojih pokojnin 1. januar 5 in 1. januar 9. Gospe in gospodje, v povprečju so zneski večji za 25%. Tega vam ne more in nam ne more še glas in reči, da ni res, ker je to statistika. Zato me pogled na to omizje, seveda izjemno veseli in me nekako v mojih mislih vrača nazaj, bom rekel, v tisto obdobje leta 2004 in nekako vidim te 4 predsednike, teh 5 predsednikov strank tukaj kot 5 lučk. Če smo danes tukaj v Celju prižgali 5 lučk od potrebnih 46, pa mislim, da je potrebnih veliko več in zaželimo si 60, potem smo na pravi poti. Rekel, da lahko ostanem kar pri komentarju, se bom izognil temu vprašanju in predpisati, da se še tam hvala. Dobar dan, jaz imam pa za spremembo vprašanje in skratka, da bi vas vse krat lepo pozdravljala v Celju. Mestna svetnica Mestne občine Celje in imam pa eno vprašanje. Gospod Kangler je prej nekaj govoril o decentralizaciji. Tudi sama sem mnenja, da je recimo Slovenija preveč centralizirana in me zanima mnenje ostalih 4 predsednikov o tem. Kaj bi naredili za to, da bi spremenili to situacijo? Hvala. Bomo vzeli še eno vprašanje, pa mogoče potem na hitro zaključimo. Lep pozdrav vsem skupaj. Malo nostalgije imam o istem obdobju. Torej, bilo 29 let, da se je lahko začeti zbirati na Strnenovi sedem. Kaj pa je bilo? To ni nagleda. Demo se je sestavil. Na stavbi od Socialno-demokratske zveze Slovenije, no in jaz, učnik sta bila Andrej Magajta, učnik delegata vsake stranke, na nas sedem, smo se sestajali v zaprtem krogu, ampak problem je, da smo bili vzvočeni.
Glejte, malo nostalgije imam v tistih časih, se pa bojim, da smo malo v težjih situacij, kot je bilo takrat. Relativno hitro smo se zedinili okoli programa, samo 2 točke smo imeli. Slovenija, pa pluralizem. Tudi glede predsednika koalicije programske, ko se hitro zmedil Jožeta Pučnika. Tudi moj predlog, okoli imena koalicije, ki bo Demos, bo sprejet. Drugo ime je bilo STOS, že to že ni samo po sebi. Matjaž Šinko se je predlagal tudi logotip, ta ni bil sprejet. Veliko smo parlamentirali, tudi moj predlog, v razmislek, ali gremo vsaka od teh 7 stran za svojo listo ali za skupno listo. In to bi jaz dal, ne, da bom dosti o tem, ampak samo razmislek učenim glavom. Namreč, pravim, bistveno lažje bilo takrat. Mi smo, ne ni bilo tako medijsko zaprt prostor. Drugo, volilni prag. Koliko je bil volilni prag takrat? 2,5. In mi bilo visoka gotovost je bila, da bomo vsi, vseh tih 7 prišli, vsi smo prišli v parlament, razen se vi parlamentarjev. Danes je volilni prag 4. To ni kar tako, kot je gospod Jelševa rekel. Mi se pogovarjamo o volilni vladni koaliciji. Tem ne dvomam, tudi je to najboljši program. Ampak, ali bo vse te stranke, pozabili ste še povedati, Vili Kovačič tudi napoveduje. Gospod Jože Duhovnik tudi napoveduje isto. Zmago Jelenčič tudi. Vsi boste nagovarjali isto volilno bazo. En drugom glasovec se bojo nagovarjali. Takrat je Demos nagovarjal bistveno širšo volilno bazo. Imeli smo tudi sredino, to so bili Rupovi demokrati. V nekem smislu tudi Tomšičevo stranko bi lahko rekel tudi neke vrste evropsko listo. Se pravi, zajemali smo bistveno širšo bazo. Nekaj se pa nagovarja pretežno desno volilno bazo. Če ne bomo znali nagovarjati tudi to neopredeljeno sredino, jaz žal sem rahlo pesimist. Pa pravim, da je pod optimizem širi. Jaz pa pravim, definicija pesimistov je tudi, da je pesimist je dobro obveščeni ali pa pesimist je zna dobro računati. Tako da je treba razmišljati tudi o skupni listi. Sveda, ne to, da bo zdaj vsaka grupacija imela enako kandidatov, SDS, sigurno največ, ampak vsi skupaj bi lahko spravili dobro listo 88 kandidatov. Vsak posebej, morda 88 ne. Veste, te napovedi, lepo, da so optimistične, sem se vidno treba ostalo spremeniti v parlament razširiti. Jaz sem naštel 180 kandidatov po parlamentu. Tako da, prosim, več generalnosti, pa v razmislek tudi to opcijo skupne volilne liste. Jaz bom dal zelo hitro, ker so letela po 2 minute, če komentiramo samo čez tale razmišljanja. Najprej mislim, da je bilo vprašanje glede centralizma. Če je kdo človek, ki ni centralist, bolj je to Marko Židanšek oziroma Slovenska ljudska stranka. Dejstvo je, da se pravi, že bilo omenjeno, v enem od mandatov je tudi bilo pripravljena zakonodaja, da bi Slovenija dobila tudi pokrajine, se pravi, da tudi drugi del lokalne samouprave ni bilo uspešno, ampak jaz verjamem, da bomo to zmogli. Predvsem pa vidim to na ta način, da enostavno se prenesejo naloge države na to vmesno raven, se pravi slovenske regije oziroma pokrajine. In seveda en del nalog, ki pritičajo in so logične iz spodnjega nivoja, se pravi iz občin tudi na pokrajine za te skupne naloge in kar se tega tiče, moram reči, da bo seveda Slovenska ljudska stranka tudi programsko oziroma se zavzemala za to, da do te spremembe tudi v sistemu lokalne samouprave pride.
Če še pokomentiram gospoda Magajna, živimo v demokratični družbi, vsak ima pravico seveda razmišljati, tudi ocenjevati zadeve. Jaz moram verjeti, da smo sposobni nagovoriti kritično maso. Jaz verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka v parlamentu. Si želim tudi, da smo vsi, ki sedimo za to mizo v tej hiši demokracije, prostora je. Ne bo, bom rekel, tistih velikih odstopanj. Jaz napovedujem, da bo tudi kira od parlamentarnih strank, ki je zdaj v parlamentu več ne bo. Kar pomeni, da ponavadi imamo med 7 do 8 strank v parlamentu, je prostor za eno novo, pa kira bo izpadla, je prostor za 2. In mislim, da je čas, da tudi desna sredina dobi več strank v slovenski parlament. Slovenija je zagotovo najbolj centralizirana ali pa ena izmed najbolj centraliziranih držav na svetu. Danes je bil predsednik Združenja občin Slovenije pri meni in je rekel, da iz slovenske skupne blagajne gre na lokalno raven oziroma regionalno raven zgolj 13% sredstev, vse ostalo porabi država. Na nek način imamo narejen sistem, da dela ljudi odvisne od države. To levim vladam zagotovo koristi. Za nas je pa to nesprejemljivo. Mi smo zagovorniki lokalne samouprave, ker se nam zdi, da na nivoju občin je denar najbolj koristno porabljen. In tam se tudi stvari najbolj koristno premikajo naprej. In vsak investiran denar v občino je dobro investiran denar. Tudi kar se tiče pokrajin, mislim, da so nujne, da je škoda, da jih Slovenija še nima. Mislim, da bi bilo treba del upravnih enot spraviti pod pokrajine, prav tako del občinskih uprav. Na takšen način si pristojnosti porazdeliti in da bi pokrajine resnično prevzele koordinacijo razvoja tega širšega področja znotraj Slovenije. Tako da, ker se Nove Slovenije tiče, ste lahko mirni za lokalno samoupravo, predvsem za večja sredstva lokalne samouprave, boste imeli podporo. O čemer je podvoril gospod Magajna, jaz mislim, da rešitev ni skupna lista, ker imamo proporcionalni volilni sistem, ki takšnih skupnih list žal ne nagraduje. Zato je edina stvar, ki jo moramo narediti, da vsaka izmed teh strank opravi svojo domačo nalogo, poskuša doseči čim boljši rezultat in to bo potem osnova za karkoli naprej. Vse ostalo je pa prelagane odgovornosti, ki bo pripeljalo do problemov v državi. Ja, centralizacija je eno od osrednjih problemov te države. Pa da zdaj ne govorimo, da so zaradi tega občine oškodovane, ker pa so, no, ključen problem je to, da danes to, ki se rodiš v Sloveniji, veliki meri določa tvojo izhodiščno možnost za uspeh v življenju. Pravi, če se rodiš v centru Ljubljane, ker je vse na dosegu korakov in mestnega prometa, imaš bistvene boljše možnosti, da boš prej končal študij, dobil boljše izobrazbo in da te bo to bistveno manj stalo, ko se rodiš nekje na Koroškem, na Kozjanskem, Goričkem, Brkinih in tako naprej. To je dejstvo. Program naše stranke je od samega nastanka napovedan boj za enake izhodiščne možnosti. Ne za enakost, mi smo vsi enaki, to ni pravično, da čas so rekli, imamo vsi enako želodce. Tudi to nimamo. Ni pravično, da ima enako tisti, ki nič ne dela in denari, prespi cel dan in tisti, ki se cel dan trudi. To pač ni pravično. Je pa pravično in zato imamo državo, da ne glede na to, kje se rodiš, da pri nekih stvareh država zagotovi enake izhodiščne možnosti. Da je enak dostop do izobrazbe, enak dostop do državnih storitev, enak dostop do tistega servisa,
ki omogoča, da človek pač preko domače vzgoje, vrtca, šole, zraste v avtonomno, samozavestno osebnost, ki je sposobna skrbeti zase in pomagati drugim. In pretirana centralizacija v Sloveniji to v veliki meri preprečuje. Kupna moč v osrednji slovenski regiji je tam preko, oziroma blizu 130 odstotnih točk evropskega povprečja, v Prekmurju mislim, da je pod 70. Se pravi, je možnost 1:2. Ni 1:0,9 ali pa 0,8 in tako naprej, kar je normalno, ker čisto to ne da izenačiti. 1:2 je pa krivica. To ni samo ekonomski problem, je problem z vidika tega, kar piše v naši ustavi. Mandat 2428. Tukaj treba pohvaliti ministra Slovenske ljudske stranke, dr. Ivana Žagarja, ki je vodil ta resor. Smo v veliki meri izboljšali življenje ljudi na podeželju. Preko bistveno več denarja, ki je pripadal avtohtonom, občinam za investicije in tukaj, kar je gospod Tonin drži. Evro uporabljen nekje v neki majhni občini, kjer se vidi, ali je bilo to uporabljeno za neko resno investicijo, za nekaj, od česar le nekaj imajo, ali je ne evro v Ljubljani, gledajte to, ali v državnem proračunu. To je velika razlika, kar se tiče učinkovitosti. Je tudi statistika na voljo glede tega, da s tem ne utrujam. Dejstvo je, bliže javni denar uporabljen, tistim, ki ga prispevajo, bolje racionalno, večje so učinki. Takrat smo pripravili tudi korpus 6 zakonov, ki so potrebni za ustanovitev pokrajine. Sprejeli smo vse, razen tistega, v katerega je opozicija zahtevala 2/3 večino, ker je to njihov pogoj za sprejetje ustave. Ustavo smo dopolnili, zato so glasovali, za zakon pa niso. Češ to ne bomo dovolili tej vladi in vse stoji. Med drugim je zakon o financiranju pokrajin predvideval prenos 1,2 sredstev iz državnega proračuna na pokrajine. Nekateri so rekli, to bo zdaj se vzije malo občin, pa bo to še neka birokracija na sredi. Ne, šlo je za prenos iz državnega proračuna na pokrajinski nivo. In za prinos pristojnosti. Danes v Ljubljani odločajo, kdo bo ravnatelj srednje šole v Celju ali pa v Mariboru, kar ni umnost. Vse te pristojnosti so bile vnešene na pokrajine. Žal, z malenkostnimi popravki v primeru zadostne večine je to možno sprejeti kadarkoli. Možno se pogovarjati sicer o številu pokrajin, koliko je smiselno, koliko ni verjetno to približati številu škofij ali pa še nekim naravnim geografskim in drugim delitvam. Ampak te pokrajine so, ta nivo je potreben tudi zaradi učinkovite porabe evropskih sredstev. Ker zdaj v obeh finančnih perspektivah, po moji oceni, v teh 14 letih bo ostalo neporabljenega, pa slabo porabljenega preko milijarde evrov, zato ker tega nimamo, ker tega inštrumenta nimamo. In da to imate manjše plače, manjše pokojnine in više davke. Tako da to je problem in tukaj je tudi jasno, komu odgovarja centralizacija, zdaj, če govorimo politično. Kaj se to dobiva glasove na ta račun in kakšni so tega volilni rezultati. Mi smo dvakrat na odločnih volitvah, govorimo o relativni večini, zmagali v 5 od 8 volilnih enotah, seštevko pa nismo. Ker sta ljubljanski volilne enote pač z bistveno višjo udeležbo prevagali rezultat. To je en drug problem. Manj je razvita volilna enota, manjša volilna udeležba. Se pravi, bolj slabo gre ljudje, manj bolj, ko so izgubili upanje. In zdaj smo tukaj pri tem drugem sklopu vprašanja, ki je bilo postavljeno. Glejte, na zadnjih volitvah se niso zaslužili tega imena,
Če bi upoštevali 5 kriterijev, ki jih ima OVSE za oceno, so nekaj volitve fer in poštene, 50% ljudi ni volil. Zdaj tukaj trdim, da velikanska večina teh ljudi, ki ni volilo, niso volilci tako imenovane levice. Ker če bili volilci levice, bi šli voliti, ker so imeli izbiro. Povečano izbiro. Imeli so celo 3 stranke v eni listi, tako imenovane levice. Se pravi, so bili volilci, rekel, bolj konservativnega tipa, ki pa so ostali doma, ker niso videli upanja v to, da bo njihov glas karkoli spremenil. Pred zadnjim volitvom ni bilo nobenega takega omizja. Jaz sem celo volilno kampanjo izločen iz celega procesa. Ljudje tudi v tem, da glasuje za eno teh strank, niso videli verjetnosti, da bo potem to rezultiralo v neki vladi. Ker ni bilo nobenih signalov v to smer, nobenega žvigovca, če se domače izrazi, in zakaj boš investiral nekaj od česar ne pričakuješ, da bo to dalo kakšnekoli obresti. Se pravi, 50% volilnega telesa, dobro, nekateri nikoli ne volijo, ampak teoretično 50% volilnega telesa na voljo. In za res nastop, za resne programe, ne za nek levičarski populizem, to, kar levičarski populizem doseže, to maja. Kaj je problem slovenskega političnega prostora? Če volilna udeležba takšna, junija, kot je bila julija leta 2014, potem kakih zelo strateških premikov tukaj ni možno pričakovati, ker je to tisti del volilnega telesa, ki se pač vrti okrog spremljanja osrednjih medijev in tako naprej, tukaj se da to prekladati nekaj 100,000 volivcev mirno od ene liste k drugi, in to niso prevarani, vedo, zakaj glasujejo, branijo privilegije, status in tako naprej. Ampak čez 3 mesece dobre obstaja možnost, da se velik del teh, ki se izgubili upanje, tudi nazaj. Zdaj se mislim, da je današnji dogodek en velik korak k temu, zato da je pomen tega srečanja bistveno večji, kot si mogoče kdo predstavlja, da naš potrebujemo še takšnih razprav po drugih delih, še takšne razprave po drugih delih Slovenije. In za prestop praga je pač potrebno 30-40 tisoč glasov. Jaz mislim, da je to dosegljivo vsem, tukaj sedimo in tukaj imamo te prav. Ima volilni sistem, ki ne bi nagradil, če bi skupaj sestavljali listo. Ima volilni sistem, ki nagradi majhno stranko, ki prije čez prag. Pri manjši stranki, če prije čez volilni prag, je potrebno manjše število glasov za en mandat, kot pri stranki, ki prije čez 20%. In dejansko tega, koliko bo prestopov tega praga, bo zelo verjetno odvisna verjetnost sestave dobre vlade za naslednji mandat. Seveda je pa smiselno združevanje sil tam, kjer je nek izračun, pa tudi to, kar je potrebno opraviti za kandidaturami in tako naprej, ali pa tudi sorodnost programov pokaže, da je to smiselno, iz tega vidika je ta povezava gospoda Klinca, gospoda Kanglerja, po mojem mnenju zelo racionalen, dobrodošel, pohvalen korak v pravo smer. Tako da, gledemo se še to, da je gospod Magajna se je spomnil tistih časov, Demos je imel skupno listo na volitvah za zbor občine. Tam je bil okrožni večinski volilni sistem, tam smo imeli skupno listo in tam je Demos dobil 70%. 70%. Za volitve v družbeno-politični zbor, ker je bil proporcionalni sistem, smo šli vsak za svojo listo in se v seštevku nabralo 54%. In imeli smo še tretji zbor, kjer Demos ni smel kandidirati. Zaradi tega tiste volitve niso bile,
fer in poštene v celoti. Je bil zbor združenega dela, ker je imela sam partija svojo organizacijo. Tam pa so oni dobili več kot dvotretinsko večino. Zaradi tega niso mogli spremeniti ustave in se ukvarjamo z vprašanjem, zakaj tranzicija ni končana. Za razliko od drugih nekdanjih komunističnih držav, ki so to izpeljali. Ampak to je zdaj vse spomin, ne? In zgodovina zdaj ima volilni sistem tak, kot imamo izzive takšne, kot imamo in tisto, kar pa je smiselno vzeti iz te zgodovine in iz tega navdiha iz časa demosa, je pa to, da je potrebno to sodelovanje, da mora biti odprta, da je potrebno pokriti čim širši spekter, kolikor se da, seveda ne na škodo nekih temeljnih točk programa in to načelo, kdor ni proti nam, je lahko z nami in mora ostati v veljavi in odprto zaradi izzivov, ki so pred Slovenijo. Po moji osebni oceni se ta sredina, ki je bila nočnica med levico in desnico zgodila takrat, ko je bil državni zbor sprejel zakon o nezdružljivosti funkcije lokalnega poslanca. Levica je imela interes, da izločimo iz parlamenta tako imenovane župane zelene. Jaz sem bil poslanec in župan na Mariboru, ampak sem poslansko funkcijo vrnil, ker sem ocenil, da je to nezdružljivo glede na velikost občin. In so tudi večji del volilnega telesa beži po levici kot pa po desnici, ker po mojem mnenju ta zakon je bil pošten še manj popravičen. Danes recimo ne zaupamo občinam, ne zaupamo županom, ne zaupamo lokalni samoupravi. In poglejte, če želi nekdo dobiti gradbeno dovoljenje, verjetno prav ne. Če želi nekdo spremeniti zemljišče, občine, kdorkoli, da je neki potencialni investitor, 3 ali pa 4 leta to traje. Zakaj ne zaupamo županom? Država je zaupala privatnikom, da vi, ko veste na tehnični pregled avtomobila, veste zasebnikov, date osebno skaznico, on vam da v imenu države prometno dovoljenje, v imenu države vam štempla to prometno dovoljenje. Ne zaupamo pa županom velikih občin, kjer bi v imenu države izdali gradbeno dovoljenje, ker bi v imenu države pospešili nekatere postopke. Vidite, tu je ena takšna plastična primerljivost, kaj se nam dogaja zunaj. Zato je potrebno decentralizacijo speljati na način, kot imamo zapisano v ustavi. Mi dva z gospodim Princem smo ocenili, da je veliko manevrskega prostora za združeno desnico. In ko tudi sam povedal, veste, dedeki niso samo na desnici, so tudi na levici pa babice, ki skrbijo za svoje vnuke. Da je Franz Kangler eden najbolj znanih borcev za decentralizacijo Slovenije in za pravice in enake možnosti vseh ljudi, ne glede na to, ki živijo, tako da verjemite mi, da Združena desnica bo, kar se tega tiče, imela zelo, zelo veliko konkretnih ukrepov za narediti. Nekaj ste jih lahko že videli, drugim smo tudi napovedali ukinitev skale kmetijskih zemljiščnih gozdov in prenos pristojnosti na občine. Poglejte, še enkrat bi rad poudaril, da se bo izjemna decentralizacija zgodila z višjimi plačami, z znižanjem davčnih obveznosti. To bo decentralizacija, ko bo šel denar namesto v državno malho po vsej Sloveniji. To je izjemna decentralizacija. Naslednja pomembna decentralizacija se bo zgodila z višjimi pokojninami, ko bo denar namesto v državno malho šel po pokojnicam po vsej Sloveniji. In pogledajte, še eno pomembno decentralizacijo bomo naredili. Zdaj vemo, da država financira vsa mogoča neka svoja društva, kimovce, njihove organizacije,
ki se imenujejo kao civilna družba, v resnici so pa zgolj in samo prisesanci na državni proračun. Mi bomo tukaj le decentralizirali in bomo dali ljudem možnost, da bodo financirali tiste organizacije, ki jih sami podpirajo. To bo najboljša možna decentralizacija, ker bodo ljudje, namesto da bi dajali v proračun, da bodo birokrati v Ljubljani delili denar svojim organizacijam, lahko sami od dohodnine dali denar organizacijam, ki jih podpirajo. To sem prepričan, da bodo v veliki večini organizacije na njihovem lokalnem območju. To bo izjemna decentralizacija. Zakaj verjamem v zmago desnih strank na naslednjih volitvah? Zato, ker so ukrepi, ki jih napovedujemo, ker so naše zaveze take, da niso dobre samo za desne volivce, ampak so dobre enako za desne in leve volivce. Ko bomo povišali pokojnine, bodo povišali levi in desni volivci. Ko se bodo zaradi davčnih ukrepov zvišale plače, bodo dobili višje plače levi in desni volivci. Ko bomo dali 3000 evrov za vsakega rojenega otroka, bodo dobili teh 3000 evrov mamice, ki volijo leve ali pa desne ali pa nobene stranke. Se pravi, to so ukrepi, ki so za vse državljanke in državljane. Zato verjamem v zmago Združene desnice kot najne koalicije in pa tudi desnice kot koalicije vseh nas. Sedaj, a bo prišlo do koalicije pred volitvami ali ne bo prišlo do koalicije pred volitvami, jaz mislim, da to ni pomembno. Pomembno je jasno sporočilo, da se razumemo, da smo prijatelji in smo pripravljeni, sposobni Slovenijo popeljati skupaj v boljši čas. To pa je samo še eno besedo. Poglejte, veliko smo danes govorili o družini in vesel sem, počaščen sem, da je danes z nami prvoborec za družinske pravice, ki se bojuje že skoraj 30 let. Brez njega bi bile družine v Sloveniji v bistveno slabšem položaju. Tukaj z nami je Tomaž Vršek. Hvala lepo, da si prišel danes sem in ste tudi na nek način izrazil podporo vsem tem ukrepom, ki jih napovedujemo in verjamem, da bo še najbolj srečnih ljudi v Sloveniji, ko boš videl, da se vse tisto, za kar si včasih tudi neuspešno prizadeval, v naši vladi uresničeno. Hvala lepo za vse, kar ste mišli. Hvala lepa vsem. Veliko je bilo povedanega, veliko zanimivega je bilo povedanega. Bi mogoče zaključil z eno mislijo dr. Antona Korošca iz leta 1939, pa vam to prebral. Če bi nam bilo usojeno, da izginemo, bi se to že zdavnaj zgodilo. To, da je vse je minilo, narod v temeljih zdrav, pa je ostal, ustrajal in se kalil ob naporih tujih sil, ki so si postavile za cilj, da uničijo vse, kar je slovenskega. Pot našega naroda se šele začenja. Ne v zaton, temveč v življenje z viro Boga in samega sebe. Na vrsti je zelo veliko odgovornost za to prihodnost. Od obstoječe politike smo videli, da neke hude rešitve oziroma neka nova pomlad ne bo prišla. Zato naj bo ta dogodek prvi izmed tistih, kjer skupaj iščemo ta fokus sprememb. Naša država nas potrebuje in ljudje, kot smo že danes večkrat ugotovili, si znova želijo verjeti. Ni dovolj povezovanje politike, kot smo danes pazili. Potrebno je povezati ljudi. In to je tisto, kar je bistveno. Prosim en velik aplavz za današnje goste. Predsednika Briganskega sveta, Neveljniške stranke, Franca Tanjera, predsednika stranke Vlada Otrokom Ljudina, gospoda Aleša Kominca, predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Rada Zajanca, predsednika Nove Slovenije, poslanske demokrate, Radiča Matera Kmena in pa predsednika investitorja Slovenske ljudske stranke, Radiča Marka Živica. Hvala lepa, da mi sem skupaj z odložbo in nas povedal, da res prične pot našega naroda življenja, viro Boga in isto v samega sebe. Hvala lepa.